Angelitosa, Petra in Tara. Kaj se dogaja tam spodaj? Medvode! Črnina nad njimi, nekaj strašnega se dogaja. To zagotovo nekdo ne gleda Jumbusa. Kdo je to? Stopasta. Poglejmo bolj. Jaz ga poznam, tole je Žiga Mrakov. Mrak, Žiga! Čeprav jaz po eni strani razumem, kdo pa ima cajt tako za Jumbus. Dragi gledalke, dragi gledalci, danes v rubriki Za proti decembrsko nakupovanje da ali ne. Torej, Žiga, preden stečeš v trgovino in vzameš svojo nakupovalno košarico, kjer boš praznične izdelke notne, ti povem, da bi jaz izhajala kar iz tega, ker sem v petek gledala po televiziji Black Friday, skoraj me kapo, ker sem to videla, kaj ljudje, koliko grejo pod sebe, da dobijo, ne vem, znižan televizor ali pa palični mešalnik, karkoli že. Zame je to čisto mač. Kako lahko pademo na nivo živali, samo ker nekaj znižano v trgovini. In zame so te praznične nakupovanja čisto zanimivi. In tudi v Sloveniji sem videla, da se že uvaja to neko Black Friday. Seveda, sem bil tam, jaz to čisto podpiram, ne gre to neko živalsko zadevo, to je nakupovalna arena. Mi kot potrošniki smo igralci. In tukaj moramo mi nekaj narediti, da se ta potrošniški mehanizem vrti, da se ekonomija vrti, več ko kupujemo, več se denar obrne, tako da lahko sploh kdo še kaj zasluži. In sam tako bomo ven iz te krize prišli. In več ko nakupujem, bolj se imam. To je dobro. Pa magari, če nekomu televizor na glavo pade. Ja, lej, to je pa welcome to the jungle, a ne? Petra, pa zdi se mi tudi prav, da pa vsaj enkrat na leto gremo pa si damo duška, majhen lahko zapravimo, že tako moramo skozi nekaj šparati, pa vsak prav, da moramo šparati. Meni se zdi pa lepo, da vsaj ob teh praznikih, recimo gremo ven, si prvošimo nekaj zase, nekaj za svoje bližnje. Zmer je treba tudi nekaj tako tak, materialističen moraš tudi biti, na vsej človek. V redu le, pač, če ti meriš ljubezen do svojih bližnjih s tem, za koliko evrov in kaj nabaviš, v redu, spoštujem to. Ampak pol še en ekstrema, ne, ker ljudje vzamejo recimo kredit na banki, zato da kupijo darila in da s tem kažejo ljubezen. Zdaj, to se meni zdi čisto mač, res. Že tako nimaš in potem se zakreditiraš. In kaj vzgajamo potem potrošniške otroke, ki jim pač bojo merili ljubezen v denarju oziroma v drugih. Pa, ne moreš pa za praznike otroku, ki te prosi nekaj za neko igračo, da mu rečeš ne, no. A ti si pošast, Petra? Ne, nisem pošast, jaz sem realist. Ok, Žiga, še zadnje vprašanje imam zate. Glede na to, da sem ugotovila, da očitno polniš to svojo čustveno praznino z metanjem stvari v nakupovalni voziček. Da mi povej, zasledila sem, da zdaj obstaja v Sloveniji že late night shopping. To pomeni, da normalen prebivalec Slovenije nima časa v 7 dneh nabaviti vse stvari in so mogli za povprečnega slovenskega kupca podaljšati še recimo en petek do polnoči shopping. A ni to, meni je naravnost fantastično, tebi tudi verjetno? Je, to je zelo taka dobra zadeva, po eni strani pa tudi zelo žalostno, zato ker ljudje danes, s tem se vidi, ne, da ljudje so zaposleni ali pa iščejo zaposlitev, nimajo časa, da bi tekom dneva nakupili vse, kar rabijo, zato je treba podaljšati nakupovalen dan tudi do polnoči 2-3 zjutraj včasih. Torej, po tvojem mnenju bi to... Ja, absolutno, mislim, zakaj pa ne? Ja, jaz upam, da ti bojo prodajalke v polnoči zaželele res vesele praznike, ko boš prišel na Ljubljano, res. Petra, pa še jaz zaključeno vprašanje. Preden smo začeli snemanje, kje si bila? S tokimi vrečkami in cekarji prišla iz nekje? Kje si bila? Aha. Na izletu sem bila. Aha. A toliko cun nosiš na izlet? Na izletu sem bila. Še kar gor s cenami gor? Na izletu sem bila. Aha. Kje pa, v H&M-u? Pozdravljeni še v obvezni smeri. O izzivu 72 ur smo v naši oddaji že poročali. Med 26. in 29. oktobrom, ko je potekala vseslovenska akcija, pa smo se ga nato še udeležili. In sicer v bližnjih Vodicah, kjer se je skupina mladih, imenovana Florjanova mladina Miga, soočila s prav posebnim izzivom. Pripraviti so morali hud projekt, ki bo privabil čim večjo množico mladih. Poglejmo, kako jim je uspelo.
Naloga skupine, s katero so se seznanili v nedeljo 26. oktobra, se je glasila: organizirajte dogodek za mlade, ki jih bo aktiviral in privabil iz njihovega udobnega vsakdana. Skupini predlagamo pripravo podobnega dogodka, kot je Journey to the End of the Night, kjer mladi na terenu igrajo igro, ki bi jo drugače na računalniških zaslonih. Izziv je bil postavljen, čas za izvedbo 72 ur. Nobeden ne ve, kaj je to, kar ga vprašam, ampak ja, ko smo malo raziskovali, nam je bil všeč koncept in to je, mi smo malo predrugačili, poimenovali smo Gremo se skrivat. Lokalno okolje smo dali 6 kontrolnih točk, razdelili se bomo na lovilce pa iskalce, iskalci iščejo točke, lovilci pa lovijo iskalce. Če jih ujamejo, tudi iskalci ratajo lovilci. Tako no, zelo zanimivo, pa malo orientacijsko, spoznali bojo še malo vodice, mogoče kakšen punkt, tako. Ponedeljek so stekle intenzivne priprave na dogodek. Ja, začel se je tako, da so prišli skavti iz Komende nam povedati, ker so že imeli tak izziv, izvedeli so podoben dogodek. Mi smo se pa tudi začeli smo z reklamo, s promocijskim videom, ki smo ga posneli v Vodicah, ga takoj objavili na Facebooku, ustvarjali dogodek. In v bistvu cel čas objavljamo na Facebooku stvari, kaj se dogaja, slike, dogodke, vse. Hodimo okrog, smo lepili plakate, delali reklamo, pa vseh iskali sponzorja, v bistvu veliko terenskega dela, milijon telefonov smo naredili, ampak se pa splača. V torek je napočil dan izvedbe dogodka. Štart in cilj igre je bil pod Vaškimi lipami, kjer so mladi poskrbeli še za dodaten program. Na prizorišču se je odvijala igra Gasilec ne jezi se za najmlajše. Zbrane je zabaval ansambel Marcela in za obiskovalce so pripravili golaž, kuhano vino in čaj. Projektu so uspeli privabiti mnogo lokalnih trgovcev, gostincev ter občino, ki so na pomoč priskočili z donatorskimi sredstvi in, kar je najpomembneje, mladi so se zbrali za igro Gremo se skrivat. Jaz moram priznati, da sem zdaj res zadovoljna. Mi smo si sicer malo postavili tako cilj, da bi bilo vsaj 15, ki jih bo tekmovali, bomo ful veseli. Jaz bi bila res malo razočarana, da ne bi bilo. No. Ampak ja, zgleda, da so nas slišali, da so prišli, da se bo dogajalo, tako da kar fajn. Jaz sem čist navdušena, koliko mladih se je tukaj zbrali, kako v bistvu eno tako energijo je tlele čutiti, v bistvu eno tako navdušenje in res fajno. Nisem pričakovala, da bo tako fajn ratalo, čeprav sem upala, da bo. Izzivu se je pridružila tudi street workout skupina, ki trenira na novo postavljenem fitness parku ob osnovni šoli. V nedeljo smo se tle dvigovali, smo imeli skupni trening, pa so tle že snemali reklamo in so prišli, če bi sodelovali, pa smo rekli prav, pa bomo. Izbrali smo take izzive, ki jih večinoma vsak lahko naredi. Malo težje izzive pokažemo, da saj malo probajo, pa prešatamo na lažje izzive. Tako. Cilj igre je bil najhitreje doseči vseh 6 kontrolnih točk, tam opraviti postavljene izzive in pri tem ne biti ujet. Povejte mi, kako vam je bila igra všeč? Bila je super, dokler te ne ujamejo. Ja, bila je super, ampak pol, ko te ujamejo, moraš iti nazaj na golaž. Ali pa loviti. Boljše na golaž. Ja, se nam je zdelo v redu, pa so se udeležila. In kako vam je všeč igra? Ste jo poznala že prej? Ne, ampak je pa zelo v redu. Naporno. Zmagovalcema je cilj igre uspelo izpolniti v nekaj manj kot 60 minutah. Tako zelo zanimiva igra, kako bi rekel. Glede na to, da sva tle domačina, pa da je proga potekala po Vodicah, so se tako kar dobro znajdla. Ja, mislim, igra je, pejmo se skrivati, ne, v bistvu se ne skrivaš, samo tečeš, tako da ja, no. Pač to, kar že vam povedal, poznava teren, tako da ni bilo težav. Priprave izziva se je lotilo 10 mladih iz Šinkovega Turna, starih od 16 do 30 let, ki se sicer družijo v okviru gasilske skupine Florjanova Mladina Miga. Tako so se pridružili 8 skupinam mladih po vsej Sloveniji, ki so se odločili, da opozorijo na problematiko svojega kraja in v danih 72 urah tudi aktivno pristopijo k reševanju le-te. V Vodicah pravijo, pogrešajo predvsem urejen center za mlade, ki bi jim ponujal možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Se v Vodicah dovolj dogaja za mladino, je dovolj ponudbe? Dosti, ja. Se kar da preživeti tudi zunaj. Ja, ponudbe so kar v redu, samo lahko bi bila pa mladina malo bolj zainteresirana. Nekaj se dogaja, ampak moraš poiskati pa kaj narediti za to, ker ne bo nič prišlo do tebe. Ja, tega je zadnje čase, moram reči, kar malo več. Tako se spomnim 2 leti, 3 leta nazaj ni bilo ne vem kaj prizadevanje, zato zdaj pa vidim, da se kar
ljudje odločajo, pa malo probajo tudi za mlade narediti stvari, da bomo zanimivi tudi v zuniji, da ne bomo skozi računalniki. Bi se kar strinjal, ja. Vedno več stvari odvija za mlade, tako da ja. No. Mogoče še kakšna več. In kakšna izbira je trenutno v Vodicah za mlade? Ja, kakor si jo sami naredimo, zunaj igrišče ni. Čist danes si želimo, da bi tudi te mladi videli, da v 72 urah, gledajte, kaj jim je ratal, pa se res nekaj da, ne? Kako vam je, da se da vse, če se lotaš. Kar se pa tiče tudi tukaj, ja, priznanje nam mladim, ne samo Florjanovi mladini Miga, meni je to tako, mi smo skupina, ok, dobro delujemo skupaj, ne, ampak sploh vsem mladim, no. Tudi, ne vem, priznanje od občine, da nas da pol v mladinski center, da nam da eno malo bolj vidno mesto. In sporočilo, ki ga mladi iz Vodic pošiljajo, dokazali so, da lahko pripomorejo k spremembi razmer v svojem okolju na bolje in da se lahko računa na njih. Le storiti je potrebno prvi korak. Ste se že velikokrat po zimi, ko ste kupovali šale, kape in rokavice, spraševali, če bi lahko to naredili sami? Ker pač zgleda toliko preprosto. Pa ste razmišljali tudi o tem, da če bi si jih naredili sami, koliko žepnine bi prišparali in kakšen unikatan izdelek bi imeli. Če ste, je današnji praktični nasvet ravno za vas. Vzamite si le nekaj minut in se z nami naučite nekaj novega in uporabnega. Za začetek se bomo lotili malo bolj osnovnih načinov pletenja in izdelave preprostega izdelka šala. Zato bomo potrebovali samo malo preveč časa, kakšno uro manj pač na računalniku, če smo iskreni in ne bo škodila. Par pletilk, toliko volne, kolikor časa in volje imaš, svoje mrljive ročice, no dobro, pa tudi kakšen trenutek zbranosti bo potreben. Korak 1 je uvod, nanizanje pentelj. Korak 2, desna pentlja, desna pentlja, desna pentlja. In korak 3, leva pentlja. Ojoj, tole bo pa za
letošnjo zimsko sezono malo prekratko. Tako da se vidimo v naslednjem praktičnem nasvetu, kjer se bomo naučili mogoče kaj drugega naštrikati, pa mogoče bom imela že narejen šal ali pa do naslednje sezone. Danes si našega vsakdanjika ne moremo predstavljati brez spleta. Lahko rečemo, da je praktično vse naše življenje na njem. Facebook, Instagram, celo politiki tvitajo. Zato sem se odločila, da bo tokratni poklic v povezavi s spletom – blogerstvo. Eva, povej mi, kaj zate predstavlja ta poklic? V bistvu mi je najbolj všeč to, da se lahko izražam prek pisanja, pa da v bistvu tako komuniciram z drugimi ljudmi, pa na en način nekoga tudi inspiriram. 24-letna Eva piše svoj blog že 4 leta. Prvič pa se je javnosti predstavila pred 2 letoma z objavo na Blogspotu. To je ena spletna stran, ki v bistvu daje možnost ljudem, da pač ustvarijo svoj račun, da ti ni treba plačati domene. Blogerstvo je danes kar precej razširjeno. Zdaj obstaja več vrst blogov, ne? Katera pišeš ti? Moj je lifestyle/fashion blog. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu pišem, objavljam slike iz mojega vsakodnevnega življenja, plus objavljam slike, ki so večinoma pač povezane z, outfite, To se pravi z modo povezan, pa kaj, kako kaj nositi, ali kako? Ne v bistvu kako kaj nositi, ampak kako pač jaz to nosim. Se pravi, v bistvu gre za to, da ti daješ svoje življenje Ja. bralcem. Ja. Blogerstva ne smemo enačiti s kolumno. Ne, definitivno ne. Blog vsaj tega, kar imam jaz. Kolumna je nekaj, ki izhaja pač redno, pa v bistvu času. Pa. Skozi blog avtor izraža svoje misli, te pa ne naletijo vedno na pozitiven odziv. Zavedati se je potrebno, da je del vsakega poklica tudi kritika, katero moraš sprejeti in iz nje potegniti kar največ. Ampak da je tako vsak, ki bi se za nekaj takega odločil, da ima en smisel za izražanje, ne vem, ali fotografije, ali pisanja, ali oboje skupaj, pač karkoli imaš smisel za estetiko. Tako da je to pomembno, ne rabiš pa nobenega posebnega tako talenta ali pa ne rabiš na kakšno šolanje za to. Samo morate res veseliti, pol pa itak vse ostalo pride. Kot glavno slabost lahko štejemo neredno plačo, kot glavno prednost pa fleksibilen delavnik. To, da si sam svoj šef, da v bistvu delaš, kar ti paše, kadar ti paše, da sodeluješ s komarkoli hočeš, da imaš, ne vem, nobene pogodbe, ki te obvezuje, kolikokrat moraš objavljati. Sam dober je pač, da objavljaš čim večkrat, pa redno, zato da ljudje, ki te v bistvu berejo, pač pričakujejo, kdaj boš, ki je objavil. Moja sogovornica bi ta poklic opisala kot zabaven, navdihujoč in poln izzivov. Zdaj, kako pa nastane v bistvu blog? A imaš tu kakšen določen urnik, ne vem, da se usedaš za mizo, za računalnik, začneš tipkati, ali je to kaj po navdihu? Kako to izgleda? Ja, moraš imeti eno inspiracijo, da začneš vsaj pisati, drugače pa jaz v bistvu začnem tako, da se grem najprej slikati, da slikam to, kar sem oblečena. Pol pa na podlagi tega se pa usedem za računalnik in pol začnem pisati. Je pa čisto odvisno, kaj pišem, ne vem, tako največkrat svoje razmišljanja ali pa čisto tako nekaj random, kaj sem, ne vem, delala, kaj sem videla v tistem dnevu. Ne moram mimo vprašanja, ali se da v Sloveniji živeti samo od blogerstva. Mislim, da ne. Prav v Sloveniji ne, itak moraš nekje začeti. Samo če ne sodeluješ, mislim, da stojino, da ti tudi, ne vem, slovenski uspeh ne pomaga prav dosti. Tukaj je ozek krog vsega tega skupaj v Sloveniji, da mislim, da če hočeš biti res uspešen, da moraš iti v tujino, pa pisati v angleščini, zaradi tega jaz tudi pač pišem v angleščini. Tako da je tudi več
ljudi, mislim, spletnih trgovin, spletnih revij lahko kontaktira, ne, ker te pač vsi razumejo. Prepoznavnost ti lahko prinese tudi sponzorstvo in kaj kmalu je tvoja omara ali soba polna novih stvari. Kakšna zanimiva izkušnja? Ja, recimo to, da so me letos kontaktirali iz ene PR agencije slovenske za kampanjo proti nasilju na spletu, pa mi je bilo zelo zanimivo sodelovati zraven, zaradi tega, ker se v bistvu to res veliko dogaja in mi je všeč to, da imam v bistvu to moč, da vplivam na druge ljudi, pa jih ozaveščam, kaj je prav, recimo, pa kaj ni. Tako da to je recimo tudi lahko ena pozitivna stvar pri bloganju, da lahko širiš dobre stvari. Blogerstvo je torej poklic, ki se ne ozira na spol ali starost. Je svoboden poklic, ki marsikoga inspirira. Žal pa mislim, da mora v Sloveniji še malo zrasti. Kaj pa ti kle iščeš? Ma stari, veš, koliko je gor za naš družba, stari, mi je bilo toliko dolg čas. Daj ti pa nekaj nargati, kle sam jamra skozi. A tudi džumbusa ni zgledala, ne? Džumbus. Se zgodi. Znači, kle se used. Kle drugega ni zagledati. Džumbus. Živijo, sem Rok Bohinc, prihajam iz Pirnič, star sem 23 let, študent fakultete za šport, bivši, zdaj se pa v bistvu največ ukvarjam s trenerstvom, s prehrano, takimi stvarmi. Rok pravi, miselnost, da je faks edina pot in da boš imel po končani diplomi zagotovljeno službo, že dolgo ni več aktualna. Večina študentov po končani diplomi stopi na realna tla, kjer ni več žuranja, šolskih klopi in jasnih smernic kam in kako naprej. Ampak se kar naenkrat pred njimi prikaže resnično življenje. 5 besedami, kako bi se opisal. Sigurno sem ambiciozen, imam velike cilje v življenju, včasih celo prevelike, ampak mislim, da to ni slaba stvar. Sem pošten, trmast, so 3. Zvest prijatelj, zvest v vseh pogledih. Kot 5. bi dal pa športen tip človeka, športnik. Najprej sem se ukvarjal z gimnastiko, z atletiko, potem sem pa nekako šel malo ven iz tega, najbrž tudi zato, ker sem bil skozi na treningih že od majhnega in sem se v bistvu, res sem se našel v košarki, no. Tako da sem treniral košarko od nekje 3. 4. razreda osnovne šole. Sem treniral košarko kar nekaj časa, res smo bili dobra ekipa takrat. Ko sem pa prišel na srednjo šolo, na gimnazijo Šiška, sem pa v bistvu, tako kot vsak, ko se začneš nekaj iskati, prišel si v eno novo okolje v Ljubljano, sploh mi, ko smo malo bolj z vasi, nismo navajeni takih stvari. Tako da sem nehal s košarko, cela ekipa je takrat nekako razpadla in sem se začel ukvarjati z borilnimi veščinami. Na začetku je bil to Kempo Arnis, to je v bistvu ena oblika, kot bi rekel, samoobrambe, ulične borbe, take stvari. Se pravi, to je bil bolj tako, si treniral zase. In zato sem po 3 letih iz tega prešaltil na brazilski jiu-jitsu. Kaj je to? To je v bistvu borba na tleh, neka vrsta juda. To najlažje opišem nekomu, ko ne ve, kaj to je. Tako da sem začel jiu-jitsu, seveda pa tudi s fitnessom. V tistih letih je bila lepa postava glavno vodilo skoraj vsakega. Toliko starega, se pravi nekje pri 17 letih, sem začel tudi s fitnessom. Najprej sem naredil, bil sem v srednji šoli, sem se večkrat zredil, takrat, ko sem nehal tudi s košarko in se je to poznal in se nisem več dobro počutil v svoji koži in takrat sem v bistvu začel hoditi v fitness, začel sem trenirati, najprej na sebi.
Potem pa v bistvu je to ratala ena strast, začel sem se zanimati tudi veliko o prehrani, o teh stvareh. Tako da sem dosti hitro naredil certifikat za osebnega trenerja. Ja, super vprašanje, sigurno je to bi bila dobra tema za velik del fitness populacije danes, se mi zdi. Mislim, da si obseden z neko stvarjo takrat, ko začne preveč vplivati na ostale področja tvojega življenja. Kaj zdaj to pomeni? Če se ti ukvarjaš s fitnessom, jaz mislim, da si rato že nekako obseden s to stvarjo, če trpijo ostali deli tvojega življenja. V enih pogledih kdaj se sigurno najde tudi v tem, da se preveč spustimo v eno stvar, ampak mislim, da je to velik del vsakega posameznika in da se v bistvu učiš celo življenje v teh pogledih. A si z nečem obseden, a si zagnan preveč, a si, mislim, da celo življenje poskušaš vzpostaviti to ravnovesje. Rok pravi, začeti svoje podjetje in iti izven smernic, ki jih narekuje sodobna družba in starši, je bilo težko. In še vedno je. Vrtec, šola, faks, služba od 9 do 17, celo življenje je nekaj, kar počne večina ljudi. Pa vendar se jaz nikoli nisem našel v takšnem načinu življenja. Želel sem si ustvariti nekaj več, nekaj svojega, nekaj, s čimer bom lahko pomagal ljudem. Čez 5 let si sigurno vidim v tem, da bom še naprej vodil Fit Divo, da bomo v bistvu že zdaj, naslednji mesec oziroma v 2 mesecih, bomo na svoji lokaciji, kjer bo Fit Diva prostor. Fit Diva ni samo glede vadbe in prehrane, ampak je nekje celotna preobrazba za ženske in hočem narediti, delamo na tem, da bo en prostor, kjer bojo lahko ženske in punce hodile tudi na podaljševanje nohtov, podaljševanje trepalnic, s časoma tudi kakšen frizerski salon, savne, džakuzi, tako da počasi bo rado to en prostor, kjer boš v bistvu lahko se sprostila in malo pozabila na vsakodnevno življenje. Zmeraj sem govoril, da moraš početi tisto, kar tudi ti počneš. Zdaj, če ti nisi 100% v temu, ti načeloma lahko uspeva nekaj časa, ne moreš se pa v tem najti kot oseba. In nikoli se nisem našel na teh fitness napravah, nikoli tudi jaz nisem tako treniral, še zmeraj mislim, da že cel dan sedimo. Ja, večinoma ljudi imajo sedeče delo, zakaj bi šel v fitness in tam sedel na napravi, čeprav treniraš mišico, je veliko bolj pomemben ta funkcionalni del, čim več gibanja, to tudi pri nas spodbujamo. Mislim, da ne, mislim, da ko se enkrat najdeš v eni stvari, ko se odločaš za nekaj, ko si postaviš cilje, mislim, da so zelo pomembni cilji, ne samo sanje, ampak kako te sanje zdaj ratajo cilji, je tako, da si daš en deadline, se pravi, da si naštimaš en rok, do takrat hočem to doseči in če usmeriš vso svojo moč v to, v svoj čas, voljo, željo, mislim, da je konec koncev vse možno narediti. Tudi velik del Fit Dive, v bistvu tega, kar jaz počnem, so tudi transformacijski programi, kjer imamo v bistvu res pretežke punce in ženske, ki se ne počutijo več dobro v svoji koži. Sigurno so te najbolj trd oreh v teh pogledih. Tako da, kako jih zmotiviram? V bistvu zmotiviram jih svojo spodbudo na treningih, z muziko. Sigurno je pa dodatna motivacija tudi to, da so druge punce okoli njih. Čim si v eni skupini, čim se razumeš z ostalimi puncami, je to odlična motivacija, tudi malo tekmovalnosti, zato da dejansko na treningu stisneš čim več iz sebe. Rok je živahen, energičen, prijazen, zagnan. In tako, kaj je treba na treningih, lih prav duhovit, prav strog, tako fajn. Rok je strog včasih, kar je glih prav, glih v redu. Včasih zna biti zabaven, hitam se. Je v redu oseba, rad bi nam naredil čim več, pa za nas. In zna se prilagajati, kar je ful v redu. In ja, dober, zabavna oseba, dober trener, res. Rok pravi, ko sem zapustil klopi fakultete za šport, sem šele spoznal, da je še ogromno drugih področij, ki jih moram osvojiti in spoznati, če želim uspešno pomagati ženskam spremeniti življenja, izpraviti v dobro formo in vrniti samozavest, obenem pa uspešno voditi podjetje. Kmalu so se na mojih policah znašle knjige o podjetništvu, marketingu, psihologiji, prehrani in še in še.
Medtem ko je splošno mnenje, ko sem prenehal s faksom, sigurno to, da sem zaključil z izobraževanjem, se je dejansko moja pot učenja šele začela. Najbolj pomemben sigurno pri športu, pri vseh stvareh, česarkoli se lotiš, je najbolj pomemben, najtežji je prvi korak. Najtežji je prvi korak. Enkrat narediš ta prvi korak, še posebej, če ne veš veliko o športu, če ne veš veliko o vadbi, pej do nekoga. Pridi k nam v Fit Divo, konec koncev, prvo svetovanje, prvi posvet z mano je brezplačen, tako da ni nobene obveznosti. Jaz plačam kavico, gremo na kavico, poveš mi, kakšne so tvoje želje, kako se počutiš v tvoji koži, kaj hočeš doseči in se v bistvu skupaj dogovoriva za en program. Jaz bi rekel, sigurno ta moja transformacija, ko sem bil v srednji šoli, ko sem se nekako nehal ukvarjati športom, sem se majčkeno zapustil, se nisem več dobro počutil v svoji koži in takrat, tisti trenutek, ko sem prvič stopil v fitness, in ko sem se začel malo zanimati o vadbi, o prehrani in ta moja transformacija tekom parih mesecev, mislim, da je to, sigurno sem bil najbolj vesel glede tega, najbolj zadovoljen, najboljše vplival na moje življenje, tako da sigurno je to moj največji dosežek. Rok pravi, čeprav verjetno še nisem pravi naslov za take nasvete, pa bodo mogoče vseeno komu pomagali. Torej 3 nasveti, kako začeti in voditi svoje podjetje. Sledi svoje strasti, delaj, kar rad počneš, kar te veseli. To je najpomembnejša stvar v življenju. Pregovor starokitajskega filozofa Konfucija se glasi: izberi si službo, ki ti je všeč in ne bo ti treba delati dneva v življenju. Drugič, ustvari si dnevne navade. Ko si ustvarimo dnevno rutino, imamo navade, ki jim sledimo, je veliko manjša možnost, da bomo skrenili s poti. Tretjič, vsak večer si napiši listo pravil, ki jih boš opravil naslednji dan. Priporočam 2 večja in 3 manjše, nikoli pa več kot 5 stvari. Tokratni Music Box začenjamo nekoliko drugače. Kakor Feniks iz pepela se je v novembru namreč ponovno pojavil Medvoški klub študentov, ki že kar nekaj let ni bil aktiven. Sicer je šlo le za spoznavni žur, s katerim sta Anja Kos in Gala Lukman, idejni vodji tokratnega oživljanja, preverili interes mladih za nadaljne sodelovanje. Zaenkrat odziv je v redu, podpirajo nas na občini, tlele v jedru smo dobili veliko pomoč v organizaciji dogodka. Jaz upam, da bo ljudem oziroma študentom mladim v Medvodah malo tega dosti, da se v Medvodah nič ne dogaja, se pridružijo nam, pa skupaj malo obudimo dogajanje, da bo kakšne aktivnosti tukaj. Klub medvoških študentov se je v preteklosti ukvarjal predvsem s povezovanjem študentov in dijakov ter delovanjem na področju študijskih zadev in aktivnega preživljanja prostega časa. V štartu pa dekleti računata na sodelovanje z Javnim zavodom za kulturo in mladino, ki ima je že za tokratni dogodek posodil svoje klubske prostore. Zadeva se je namreč ustavila na točki, ko je treba urediti papirje, dovoljenja, soglasja, pogodbe, razpise, prošnje, pohvale, pritožbe in vse ostalo, ki daje smisel birokratskemu mehanizmu. Ker je težko začeti čisto iz nule, enostavno od prejšnjih teh zakonov, tudi tako, kot je Gala omenila, ni ostalo čisto nič in je treba štartati na novo in mi dve tukaj, kot v bistvu študentke, ko mi začetnici še ne veva nič in rada vidva, da imamo kakšno pomoč, ker nam pomagajo te ljudje zdaj to zagnati počasi. Ker pa je ta rubrika namenjena glasbi, moram na tej točki tudi kaj o tem povedati. Tistega večera je na odru kluba Jedro hite od A do Ž vrtel DJ Loud, ki nastopa tudi po večjih klubih. Kaj več o tem ne moram govoriti. Sicer pa v prihodnosti dekleti nameravata razširiti spekter aktivnosti kluba, tako da lahko pričakujemo več kot le glasbene večere. Mi smo imeli v mislih, da bi uvedli neke športne dogodke, ni nujno, da samo športne, tudi recimo, pomaganje po različnih predmetih, če bi slučajno kdo rabil kakšne inštrukcije. To ne govorim zdaj samo za faks, ampak predvsem za srednjo šolo, gimnazijo, ker se dostikrat pojavljajo problemi in dosti predmetih, vsaj iz mojih izkušenj. No. In v bistvu, da bi nekako dobili neko tako skupino študentov, ki bi bili polet aktivni na odbojkah ali na, kaj meni se zdi, da imamo mi tle sam te veselice, pa smo mogli nekaj drugega še narediti, ne?
Projekt oživljanja Medvoškega kluba študentov je šele privekal na svet. Dogajanje bomo zagotovo spremljali in vas o tem obveščali. Zaenkrat pa se vsi zainteresirani lahko javite na njihov Facebook profil, kjer se boste še dodatno informirali. No, študenti in dijaki so se spoznavali kar pozno v sobotno jutro, tako da ni skrbi, da iz projekta ne bi kaj pametnega nastalo. Ker je Music Box tokrat nekoliko daljši, gremo kar naprej. Mraz je pošteno pritisnil že v novembru. Glavni krivec, 5. tradicionalna Svarunova noč v jedru. Gre seveda za pogansko veselico s težko metalno podlago. Meni se zdi, da v bistvu zadeva uspeva odlično. No. Letos se je res dal še posebej dobro zmeniti s klubom Jedro, tako da meni je super. No. Sedaj že vsakoletni razvrat so organizirata Javni zavod za kulturo in mladino ter skupnost Folk Metal Slovenija. Izredno dobro obiskan dogodek, uspehe žanje na polju dobrega medsebojnega sodelovanja. Že tradicionalna zadeva nam zelo veliko pomeni, ker z cele Slovenije sem prihajajo ljudje in spoznajo naš javni zavod. Tako da z roko v roki ne vidim, da ne bi še sodelovali naprej. Letos smo lase lahko otresali na ritme idrijskih valuk, so organizatorjev Brezno iz daljne ruske tajge, pa so oder kluba Jedro obiskali Velikorus. Organizatorji vsako leto skrbijo za svežino nastopajočih in vedno dajajo možnost tudi mladim skupinam. 5. Svarunovo noč so soorganizatorji Brezno obeležili z izidom že dolgo pričakovanega albuma, ki nosi naslov Kri. Jaz sem zadovoljen. No. Meni se zdi, šli smo v bistvu celotno zadevo delati sami, a ne celotna produkcija, snemanje, mix, mastering je v bistvu lastna produkcija, tako da smo lahko sami v bistvu zelo nadzirali, kakšen produkt bomo dobili. Ne. Zato je tudi dlje cajta trajala, ne. Ker smo do neke mere hoteli biti perfekcionisti, a ne, dobiti točno izdelek, ki smo ga hoteli. Glavna atrakcija so bili Rusi Velikorus. Skupina izhaja iz ruskega mesta Novosibirsk, vendar se je njihov pevec na podlagi boljših pogojev za ustvarjanje glasbe odločil, da skupino preseli v Prago. Po selitvi je skupina nastala na novo, sestavljajo pa člani iz različnih držav. Our music about universe, about magic, about some strange things that sometimes happen with us and all people in the world. So it's very difficult to say what about it. Skupina se ukvarja z različnimi zvrstmi metal glasbe, kar pomeni, da se stalno razvija in nadgrajuje. Music that we play now, it's a music of our last years. So now we want to make absolutely, no, not absolutely, but a little bit different. So we will use a lot of modern elements and ethnic elements, and we want to invite a lot of different guest members. So we want to make some progress and find our own way, our own style, and we want our fans, when they hear our songs somewhere, they said it's Velikorus. They sound like Velikorus. Band je Slovenijo tokrat obiskal prvič in niso bili razočarani. We want to tell a lot, because when we come to Slovenia from the south, from the north, we came from Alps, and it was amazing because this nature is very, very beautiful, and you are lucky guys that you live here. And I think here should be a lot of black metal bands, because this atmosphere is fantastic. Skupina obljublja, da se bo prihodnjo pomlad ponovno vrnila v naš konec Evrope. Morda pa že prej, ker jih je okolje tako navdušilo, da bi tukaj radi posneli sliko za naslovnico njihovega albuma. Če se vrnemo na Svarunovo noč, organizatorji načrtujejo, da bo dogodek v prihodnosti še zrastel. V tem primeru razmišljajo, da bi ga preselili v Ljubljano, a zaenkrat ostaja v Medvodah. 23. oktobra je bila ustanovna seja novega občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni, in to brez zapletov, vsi mandati. Najmlajši med svetniki je Vito Klavora. Slovesno pa je zaprisegel tudi novo izvoljeni župan Nejc Mole, sicer najmlajši župan v Sloveniji.
V nagovoru je izpostavil, da je ni sile, ki bi jih zlomila, če bodo le delovali enotno. Z letošnjimi volitvami se je zelo pomladil tudi svet krajevne skupnosti Smlednik. Predsednica je postala 23-letna Nežka Bogataj iz Valburge, prva ženska na tej funkciji in sploh najmlajša ne le doma, ampak v celotni občini. V svetu pa sedi še najmlajši krajevni svetnik, komaj 18-letni Žan Janhar. Ja, jaz sem zelo vesela, ker s takimi, ki so meni bližji, lažje sodelujem, hkrati sem pa tudi zelo hvaležna, da so se starejši odločili, ker to pomeni določene izkušnje, znanje, mogoče drugačen pogled, ki nam gotovo odpira čisto nove razsežnosti. Moja, kot že vse dosedanja leta, sem velikokrat preživljal v nekem sklopu društev, organizacij, raznih akcij, ki so se dogajale v naši vasi oziroma v krajevni skupnosti Smlednik. Mi je bila to tudi neka želja oziroma moč po temu, da bi rad tudi korak naprej stopil, da bi šel v krajevno skupnost in poskusil še kaj več narediti. Na Mladih svet stoji. Mladi so bili tudi v 7-članski medvoški delegaciji, ki je konec oktobra zastopala naše barve v sosednji Italiji in to s projektom kulinarične ponudbe. Brata Dobnikar sta italijanskim gostom pripravila medvoško večerjo s 4 hodi. Danes bomo pripravili zelo tradicionalno slovensko hrano, značilno za našo gostilno. Sprav za predjed in bomo pripravili prekajen goveji jezik z jajčnim hrenom, pa lisičke marinirane, za glavno jed seveda krvavice, pečenice, vratovino prekajeno, za prilogo bo zeljček pa ajdovi žganci, za sladico bo pehtrana potička, pa še na koncu mehan sirčka bomo dali. Že 3. leto zapored so parkeljni v naše kraje prišli bistveno prej kot drugam. 250 jih je bilo iz 4 držav. Ponovno so krivdo za ta peklenski dogodek prevzeli mladi člani turističnega društva Goričane Vaše. Mislim, da je bila letos res ena nepozabna noč. Obiskovalcev je bilo v bistvu največ do zdaj, kar krepko več kot prejšnja leta, tako da vidi se nek naš trud, uspeh, tako da smo zadovoljni s 3. nočjo parkeljna. Prav tako peklenski pa je bil prvi tek po 459 stopnicah na najvišjo stavbo v Sloveniji, na Kristalno palačo v BTC-ju. Štafetnega teka se je med drugim udeležila tudi ekipa prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirničevi Krče za vrh in v svoji kategoriji, ekstremni gasilski kategoriji, slavila. To pomeni v popolni delovni opremi in še z dihalnim aparatom dodatnih 25 kg. Teči brez te opreme oziroma teči z to opremo, kolikšna je ta razlika? Ta razlika je kar precejšna, ker ti že sama teža toliko pobere moči pa vse in še ta zrak, na katerega si priklopljen, ti tudi malo te ovira pri tem, da bi lahko dal vse od sebe. Če te vprašam čisto konkretno, koliko hitrejši bi bil brez te opreme? Mislim, da kakšno minuto pa pol mogoče. Prav zaradi vročine pod masko in zaradi mrzlega zraka iz dihalnega aparata je bila to za gasilce še posebna izkušnja. Ko prideš na vrh, je to vse tako zelo fino, si vesel, da si to naredil in to. Čeprav takrat mogoče nekje na sredi ali pa tam na 3/4 je pa se ti ne da, pa je težko, pa vse te boli, pa tako naprej. In tudi potem takoj, ko prideš na vrh, mislim, da ti je cilj v življenju 2 minuti zgolj dihati. V koncert Klic dobrote so se vključili tudi številni mladi, ki prepevajo pod okriljem župnije Preska. Med drugim tudi v mladinskem mešanem pevskem zboru Karpe Muzika pod vodstvom Eme Gortnar. Čakam te, da tiho prideš k meni, dvigneš me visoko nad vse. Naša sogovornica iz prejšnje oddaje, Maja Turinek, z veseljem sporoča, da so s točko Biljard v sezoni 2014 in 2015 dosegli maksimalen uspeh. Osvojili so naslov državnih prvakov, osvojili so naslov svetovnih prvakov in v minulem tednu še naslov evropskih prvakov.
Res uspeh, ki ga bo težko še kdaj ponoviti in je maksimalen ob zaključku mladinske formacije o prehodu v člansko kategorijo. Tara, pridi nazaj. Pridno. Ne. Poglej si Jumbo, samo tale december. Res je dober. 24 ur gledam ta Jumbo. Ne, če je rešitev zate, Tara, vrni se. Pa še mraka prpel. Jaz sploh ne grem gor, ki sam prepih pa mrez. Mi dva imava party. Nima pomoči po moje. Ne, naslednji Jumbo spraznijo. Brez.